na obisku. Z veseljem vam predstavljamo novo serijo podkastov Na obisku. V dolgem vročem poletju vas bomo vsak petek opoldne povabili k poslušanju pogovora z nekaterimi zanimivimi strokovnjaki in člani Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Vabljeni k poslušanju. Branka Založnik, dober dan. Dober dan. Hematološki bolniki vas poznajo kot sestro Branko. Ste pa sicer dolgoletna vodja hematoloških ambulant in dnevne bolnišnice na ljubljanski polikliniki. Kako dolgo že? Sedaj pa že kar 32 let. Vključena sem bila do leta 1994 tudi na delo na kliničnem oddelku za hematologijo, zdaj pa nadaljujem svojo pot v ambulanti in dnevni bolnišnici, ki mi pač predstavlja nek drugi dom. Profesor Zver je rekel, sestra Branka, ona je pa iz ambulantnega roda. Kaj to pomeni? Da sem izvorno pri ustanovitvi, tudi zdaj, ko smo se 2006 preselili v te kao nove prostore in bili vsi neizmerno veseli, da bomo dobili ne vem kakšno kvadraturo več in smo kar žareli, ampak smo že takrat vedeli, da bomo to napolnili v parih mesecih in nam je že spet vse premalo. Že prejšnji predstojnik, dr. Černelč, mi je vedno rekel, Branka, veš, mi moramo skozi rasti. In še zdaj, ko se kdaj vrne, jaz rečem, profesor, mi še vedno rastemo. Mi kar rastemo, tudi pod taktirko dr. Zvira, rastemo in se širimo. Ampak ne samo prostorsko, mi se sicer verjetno tudi v kilah malo širimo, ne? Ampak kar se pa storitev dela in vseh teh dejavnosti tiče, pa dejansko se kar skozi širimo in zato nam je vedno prostor, ki ga imamo na razpolago, premajhen. Ampak po se pač organiziramo tako, ko se. Zdaj tudi delamo, sicer zdaj med dopustom ne, drugače pa med letom delamo tudi popoldanske ambulante in to kar 4 dni v tednu do 7 zvečer. To smo si kar same, tako da profesor Zver pravi, da itak naj si zorganiziramo in dokler vse teče, on se strinja z vsemi našimi stvarmi, ki jih pač počnemo. Res, da nas je vedno malo, pomagajo nam tudi kolegice z oddelka. Moram zelo pohvaliti tudi administracija, pa nas ni to administracija, sam recimo pisanje izvidov, potem kontroliranje napotnic s portala, ampak administracija nam je dejansko desna roka, ne. Oni naredijo tudi veliko stvari, ki bi kao naj mi sestre jih naredile, ne. Recimo, ali pacienta pokličejo, mu razložijo določene stvari, iz tega naslova nam bolj neke stvari uspejo. In ker jaz mislim, in tudi moj moto je, sam skupaj smo lahko močni in naredimo neke stvari. Močni smo itak toliko, koliko je najšibkejši člen močen, ne. Tako da sam z roko v roki in da če smo povezani, zmoremo vse, da ni omejitev, no. Težko se ni povezati, ker vas je silno malo, sem bila kar presenečena, ste rekli 3-4 medicinske sestre. Ja, to pa res, ja. 4 smo konstantno, ne, tu pa tam nam pomagajo tudi kolegice z oddelka, ampak tudi gor jih primanjkuje, tako da kaj pridejo pomagati, bolj ali manj, ene bolj vesele, druge manj, ker so pač okolja, se veste, ko se pač nekega okolja navadiš, ti je tam bolj ljubo, ne. Ampak tudi ti mladi rodovi, ki prihajajo, mislim, da kar rade pridejo, da malo pač še vidijo ambulantno, ker jaz vedno trdim, da pač hematološki bolnik, ti moraš njega poznati v vseh fazah in zdravljenja in tudi medicinska sestra, ki pride, ni smiselno, da začne delo v ambulanti, ampak ker ti, ko bolnika spoznaš, ko zveza diagnozo ga recimo pač spoznaš v ambulanti, potem je sprejet na oddelek in tam začne zdravljenje. On ima neizmerno vprašanj, zapletov in tudi vsi problemi med kemoterapijo in sestra, ki tega pač ne vidi in ne poznaj, da ga potem vidi po kemoterapiji ali pa že potem po transplantaciji, v bistvu zamudi neko obdobje vmes, ki pač je tudi pomembno, ker mi tudi, ko bolniki prihajajo k nam v ambulanto, jih sprašujemo o težavah in ko ga pogledaš, že vidiš, aha, ta pa nekaj se mi zdi danes, da ni okej, ne? In ga moraš pač mogoče kdaj sam napeljati na neke stvari, ker bolniki so tudi različni. Eni ti takoj povejo pač še stvari, da ga zob boli, da ga to. Drug pa pove, ima krvavitve, pa v bistvu se mu zdi, da to ne bo povedal tebi, ampak bo zdravniku, ko bo prišel do zdravnika ali pa to. Tako da tudi dnevna bolnišnica je v bistvu neke vrste pregled pri hematologu, ne?
Mlada medicinska sestra, ko končaš recimo srednjo šolo, zdravstveno pa potem fakulteto, ne, za zdravstveno nego. A je prav hematologija tisto področje, kamor si želi? A ni to za eno mlado dekle kar neka zelo težka specializacija? Ja, pač tiste, ki jaz te mlade, zdaj imamo ravno eno študentko, ki pač prek študenta dela pri nas, zelo pridna punca, mislim, zelo vedoželjna in ti že takoj, ko vidiš študenta, že veš, kaj bo z njim, ne. Nekatere hlepijo po zdravstvenih domovih in jaz mislim, moje mnenje je, da mlada medicinska sestra nikakor ne sodi v zdravstveni dom. Zato, ker ti rabiš neko bazo znanja, ki ga pa na hematologiji sigurno dobiš, ker ne nazadnje pacient, ki ima noht za odstraniti, pa če je hematološki, bo pristal na hematologiji. Ali pa če si nogo zlomi, se mi zdi, da kirurgi sam zoperirajo in ga že imamo, že kličejo zdravnike premestitev, ker hematološki bolnik dejansko je specifični bolnik. In jih karkoli se njemu zgodi, zato se tudi pacienti, ko pridejo, včasih tudi s problemom, ki bi ga lahko na splošnem, na primarnem nivoju uredil. Ampak on rajši pride v hematološko ambulanto, ker pač mi smo odprti za vse in bomo vse uredili, ne samo hematološko bolezen, bomo še mogoče šli malo širše, ne. In zato tudi sestra, ki, mislim, da se na hematologiji ogromno naučiš, da te vse posod, tudi če pol greš, ker kar nekih je tudi odšlo z hematologije, te vse posod radi vzamejo, zato ker pač imaš nek nabor znanja, ker vidiš od A do Ž vsega. Jaz vem, ko sem jaz prišla, mi je bilo to, da se čim več naučim, jaz še tudi kot srednja sestra. Meni se zdi, da izobraževanje bi itak moglo tako potekati, da si kot srednja, da greš ti preko vseh faz srednje in potem se pač z delom izobražuješ ob delu praktično, ne. Ker nekdo, ko naredi, ne vem, gimnazijo in naredi potem medicinsko fakulteto, dejansko ne more imeti toliko znanja, razen če je tukaj samoiniciativno, da bo med celim študijem toliko predelal tega študentskega dela po vseh teh klinikah. Ne vem, meni je hematologija sigurno eno super izhodišče. Mislim, imaš pa kaj za delati, no. 32 let mu ostajate zvesti in tudi sicer malo vas je, pa bolniki povedo, da je pa stalna ekipa in to je seveda bolniku strašno všeč, ker leta in leta vam hodijo, kot pravite, pa če gre za odstranitev nohta ali zlom noge, na koncu pristaneš na svojem oddelku. Kaj to pomeni, da je dobra klima za vaše kolegice, pa tudi za zdravnike? Ja, jaz mislim, da je, ja. Ker vedno rečejo, da sester manjka, grejo raje v zdravstveni dom, je bolj enostavno, tako sem tudi prej rekla, ne, hematologija seveda je zelo težka veja medicine. Pri nas zdaj sploh med tem covidom se je še to pokazalo, ko je pač ta primarni nivo bil postal malo težje dostopen, oziroma se veste, starejši bolniki, internet, pa da se prijaviš, pa da kar nekaj je bilo teh odklonov, neke osnovne stvari, odvzem krvi, ko včasih jih tudi mi napotimo, da pač pri svojim zdravniku oddajo kri. So kar veliko so se vračali k nam, ne, in seveda jih nismo odklanjali, ne, in smo jih pol sprejeli in jim uredili še kakšen recept napisali, ki bi ga lahko na primarnem nivoju uredili. Pri nas kot klima, to, kar ste me prej vprašala, pa mislim, da pri nas tudi doktor Zver to vodi tako, da glejte, so stvari, ki se zgodijo tako vse posod in tudi prej so se dogajale, drugače pa mislim, da to tako pozitivno, z roko v roki in tudi pri naših zdravnikih lahko poveš stvari, ki jih opaziš, poveš, kar se mi pa ne zdi, mislim, kar po določenih klinikah ni vedno tako, no. To mi kolegice od drugje povejo, da pač tudi za nas recimo tudi bolničar, čistilka, vsi ti ostali podporni, ki prihajajo, mislim, res moram reči, da dobro sodelujemo z njimi. Tudi ne nazadnje vodar, električar, to vse rabiš, ne. To rabiš in če imaš dober odnos, ne nazadnje izjutri, mož se velikrat heca in reče, ti itak prva odkleneš polikliniko in dejansko res na parkirišču sem prva, pridem, odklenem, že z varnostnikom je fino, če imaš dober odnos, ne. On te pozdravi, mislim, ti odzdraviš, kako rečeta in mislim, takoj se ti dan lepše začne in njemu in tebi, ne. Tako da nimamo, moram reči, da nimamo s tem problemom, no. Vaš mož je tudi, ste mi prej povedali, pravi, ne, to je kot tvoja družina, ne, pravi, tudi soboto je kdaj treba, zjutraj tudi včasih soboto kdaj pridemo, pravi, a spet si to soboto zmislila, ne, mislim, zmislila, jaz pač, ko nam je tukaj zdaj, ko nas je manj in da lažje sprovedamo in ker imamo pač tistih poslov, toliko jih imamo tam v dnevni bolnišnici in da jih izkoristimo, da sobota je še dan
ki so pač postelje prazne in da izkoristimo še tiste za bolnike, da pride pač, ne vem, 10 bolnikov na transfuzijo ali pa kaj, smo pač še uvedli tu pa tam kakšno soboto pridemo do enih 12. Pač tudi to je del nas, ne. Čeprav se pol mogoče kdo negoduje, ne, mlajši zdravniki verjetno jim pa to ni tako všeč, ne, ampak doktor Zvir to podpira in pravi, da dokler bomo to sprovedli, pa da bo vse laufa, da lahko to na tak način pač si pomagamo. To opisujete kot eno tako veliko zaupanje, pa taka velika stopnja pravzaprav strokovne avtonomije, v vašem. In tudi to mi je všeč, ja. Mislim, moš mi včasih reči, veš, si kar malo zatežena, ne, ker tako ti rečeš, mora biti, ne. In verjetno bogi tisti, ki delajo s tabo, ne, tudi to mi kdaj reče, ne. Ampak sej verjetno kdaj res sem, ne, da je tudi res sem, ampak jaz, ko voziček primem, to so mi že kolegice rekle, ne rabim niti gledati, ne, tam, ko roko stegnem, že vem, ko imam jaz v roki. In pač, če imaš mali prostor, moraš še bolj pospravljati, mislim, da točno veš, ki kaj stoji in pol, ko nekdo kaj prestavi, pač ni toliko fajn, se moramo spet vsi na neko tako spremembo navaditi. In to je pri nas mali prostor in moramo imeti vse pospravljeno in zloženo. Prej ste omenili, ne, sodelavce, da z vsemi sodelavci dobro imeti dobre odnose, seveda to nas vse bogati. Pri vas na vašem oddelku oziroma ambulantni, ne, dejavnosti pravzaprav ves čas nekaj sedite, iz malega delate veliko, notri bi spravili še enkrat več pacientov, ste rekli prej, rastemo ne samo strokovno, ampak tudi po kilah. In sem se spomnila, ko ste mi rekli, da vsakega novembra pride Mizar in vpraša Branka, kaj bi pa letos. Ja. Zdaj, ker imamo pač neko omejeno število prostorov in jih spreminjamo namembnost teh prostorov, kak pač situacija pokaže, ne, to mi tudi mož doma reče, veš, ti bo že situacija pokazala, kako bo, ko jaz včasih kaj prehitevam doma, ko smo gradili, pa to pa snes, da ne bi to tak pa tak, in vedno rekel, pusti, ti bo že situacija pokazala. In zdaj tudi v službi to prakticiram in dejansko res pokaže situacija. In ko je bilo pač veliko teh mladih zdravnikov, smo pač je pokazali, da rabimo še eno ambulanto. In smo mogli pač iz te naše čajnice, smo pregruntali, da bo pač naredili tam ambulanto. Ampak kuhna je mogla po hištvu, iz kuhne je moglo zdaj nek manjši prostor. Čajna kuhinica. In potem in to se je res zgodilo na 2 novembra zapored, da je Mizar, ta iz kliničnega centra, rekel, Branka, a zdaj pa spet kuhno bomo, ker vedno moramo preurediti, pa moramo pult podaljšati, pa kako v marcov stran dati, pa ne vem, vedno pa umivalnik moramo v drugo stran, pol zavrtimo, tisto korito imamo, pol druge pa to in to zdaj delamo, no. Ampak zdaj jaz mislim, da zdaj smo se pa res izčrpali, da zdaj pa več ne bo šlo. Bo vesel gospod Mizar, ker ne bo popravljal. Bo vesel, ko mu ne bo treba več popravljati. Poleg tega mi tudi Mizar prinese vse tisti, jaz tudi v bistvu malo popravljam, tako da imam vse tiste šraufencigarje, imbuse in pa to, tako da tudi to imamo, to, kar same mi punce naredimo. Ja. Da jih ne kličemo, če so vrata, kljuka, razmaje pa to, tako da smo že tukaj vešče, da tudi to naredimo že same. Povejte mi, sestra Branka, 32 let na tako pravzaprav težkem delovnem področju, taki težki medicinski specialnosti, pa vidim, vedrine vam ne manjka, pa tega življenjskega zagona, neke vitalnosti. Verjetno je tudi to predpogoj, da v takem poklicu zdržiš in si dobro. Sigurno, da je. Jaz vedno rečem, sicer sem 20 let živela v Ljubljani, ampak sem se vrnila nazaj v naravo, ker mi je to skozi manjkalo, ker sem gor rasla v naravi in meni je gost, trava, to zemlja, to mi je vedno bilo tako moje domačeno. In vam povem, sem rekla, tudi če se peljem še 100 km, ne samo teh 80 ali pa malo več, bi sigurno se vedno peljem domov. In ko pridem tja, ko je to mir, ko je narava, ta kuža, ki ga imamo, tudi ta nama da neke energije, pa se usedeš na teraso, mislim, ne zamenjam nič na svetu z enim betonom, no. Vsaj jaz, ker sem gor rasla v naravi, mi je to skozi manjkalo, no. Se pravi, Štajerka v Ljubljani je samo na obisku in na delu? Na obisku in na delu, ja. Mi ni Ljubljana zoprna, mi je lepo mesto in tako, moram reči, da grem rada in še vedno grem rada v službo. Vem, ko se tako s kolegicam pogovarjamo, pa s Tino se peljeva zjutraj, pa rečem, Tina, pa veš, ko se je malo zaoprašati, mi dve še vedno takrat gremo v službo, je to z nama kaj narobe. Ko včasih kdo jamra pa to, ampak vse je kdaj tudi hudo, ampak
Lejte, večinoma pa je tak. In mi se zdi, da glih to te bogati in ti bolniki, ker to ti vsi ti daje energijo, to ti, ko drugim pomagaš, to skozi jaz puncam govorim, veš, ko ti drugim pomagaš, to tudi tebe bogati, ker ti nekaj dobrega narediš in ti mentalno se nafilaš s to energijo, mislim, res. Pa včasih so to male stvari, to ni treba, da je ne vem kaj. Kakšne recimo? Čas je ne vem, samo da ti pacienta povprašaš, če ti je prejšnjič razlagal, ne vem, o ženi, da je imela neke težave, kako pa je z ženo, ne? A ste uredili tist, aha, ste tako, smo se takrat. Včasih ti rešuješ še včas probleme, ne samo bolnika, včasih še kakega svojca ali pa kaj, pa jim daješ kakšne napotke, prehrana, je moja žena pa zaprta, ali pa moj mož pa ima težave s tem, ja, pa bi bilo dobro, da se to pa to naredita. Mislim, to so tak, ali mu pa pokličeš prevoz, ali ga pa prepeleš dol pred polikliniko, ali pa, mislim, to je tak, pa mu daš malco. Recimo, mi imamo, naši bolniki v dnevni bolnišnici imajo vsi malco in pripada pač ta lunch paket, ampak pol tem, ki so pač v dnevni bolnišnici, ki so dolgo trajajoče pač te aplikacije, ampak čas pa kdo pride kri dat, pa ga vidiš, da je žejn, ali je pa tak se slab počut, pa mu daš tisto malco, mislim. To jim tudi pomeni, da, lejte, pa je to čist sok, pa kos kruha, pa salamica, ne? Da se počuti, da je tam, da je viden, da je, ne? Da nam je mar, da nam je za njega mar, ne glede, pa so tudi včasih težke zgodbe, so tudi kakšne, ne vem, starejši, ki sami živijo, smo imeli eno gospo, ki je živela pod Golico sama, mislim, lejte, pa da jim zamenjaš pleničko, če ima pleničko, ne, ker nekateri prinese pleničko, pa jo ima v torbici, pa je strah reči, da bi mu zamenjal pleničko, ali pa si pravi, se bom pol doma, ne. Se nimaš tega čuta, da boš ga pustil tam 6-7 ur v tisti plenički, sigurno mu je zamenjaš. Pa že nekako naredimo, da ti spregradimo, ker to je en prostor, ne, kar je tudi težko, ne. Ampak gre, lejte, jaz mislim, da če je volja, pa mož gore premikaš. Res, če še imaš pa ljudi okrog, si je pa še lažje. Kako lepo vas je poslušati, ko tako pripovedujete. Rečete, včasih so tudi težke zgodbe, verjamem, da ste jih v teh vseh letih na tem ambulantnem rodeu, ne, kot pravite, veliko doživeli. Kaj se vas je dotaknilo najbolj, kaj pa se vas še danes močno dotakne? In kaj je tisto, kar vas razveseli, o tem ste nam nekaj želeli? Pač te težke zgodbe, te družinske, otroci, pa to, ko čas pripoveduje, ali pa bolniki, ko vidiš, da je v zadnjem pač fazi, da je umirujoč in da ga vozijo pač na neke aplikacije, transfuzije in to, pa svojci zraven, pa jim pol dovolimo, da so zraven, pa nimamo primernega prostora, da bi imeli oni pač tisti tak intimen stik in kotiček, da sam, če kaj rabijo, jim pač kaj prineseš, pa to. Probamo še to narediti, da najdemo nek prostor, da jih tak, ne da jih izoliramo, pač da vejo, da so na varnem, ja, da imajo malo neke zasebnosti. Take stvari, moram reči, da v ambulanti je, kar se tega umiranja pa tega tiče, dosti manj, ne. Tega na kliniki punce imajo dosti več tega, ne. Ampak dejansko se moraš okrog tega, ti je hudo pa to, ampak moraš se distancirati, da funkcioniraš, ne. Ker so to, mislim, otroci, mali otroci, pa to, mislim, ko to gledaš. Jaz sem si v bistvu skozi želela delati na pediatriji od začetka. Sem rekla, bom jaz na pediatriji, meni so otročki vedno bili tak super. Potem pa, ko sem na faks hodila, sem imela prakso in sem bila tam na otroški kirurgiji, pač te pritličijo takrat, tam, ko smo zdaj mi, je bila prej, ja. In ko sem jaz tam videla tiste otročke s prirojenim srčnim napakam, onim tretjim, noben ti tak nič ne more povedati, tiste starše boge tam zraven. Tudi bi mu bil pomagal, nisi ga smel z stizga vzeti pač te tople poslovce, kar pa je že bilo. Ven, ne, sem jaz rekla, ne, to pa jaz ne bo. Če mi on ne more nič povedati, jaz, res da si takrat ne veš, jaz vem, da tam sestre 100% obvladajo stvari. Tudi jaz bi se jih verjetno naučila. Ne, sem rekla, jaz bom rešila k odraslim, on mi vsaj pove, ali me nakrega, ali mi pove, ko bi rabo, ali to. Ne, jaz bom rešil to. In potem sem takrat zaključila s pediatrijo in sem rekla, ne, jaz bom z odraslimi bom rešil. Vas kdaj tudi nakregajo, kot ste omenili? Tudi kdaj jih kaj slišimo, ja. Tudi kdaj in čas
tudi neopravičeno, ampak od začetka zdaj si že upam, kaj si umirim telo in upam, kaj pač povedati naše argumente. Včasih si kar pustil, da kaj, in čas je tudi zelo neopravičeno, veste. Čas ti lahko en človek, ki je pač pride in čaka, pa v bistvu čaka po svoji krivdi. Pride prej, ko je naročen, pač ker je imel prevoz tak pa to, ampak nimam nič proti, ampak pa reče na hodniku, že 3 ure čakam. To sam en ti lahko poruši klimo na hodniku. In potem se začne, ali pa kdo začne spraševati, kdaj bom pa jaz, pa že jih imaš 10, kdaj bom pa jaz. Ampak res lahko rečem, da res skozi delamo. Samo med malico, to je samo od 11 do 11:30. Moram pa reči, da malice mi nismo imeli, mislim, da jih 5 let nazaj ali 6 let, sploh niti na vratah nismo imeli napisan. Potem je bilo pa po direktivi zavarovalnice, ko so mi punce rekli, včasih z oddelka prišle pomagati, Branka, zakaj mi ne jemo tako gor? Mi smo šle jesti ob, ne vem, ob 2:30, 2:30, ko že greš praktično domov. So včasih rekle punce, pa ti nas boš ubila, ti ne smemo ne piti, ne smemo ne jesti, ne nič. Sam jaz nisem rekla, ne iti jesti. Pač jaz nisem šla in pol une tudi niso šle, ko so rekla, če una ne bo šla, pa bo pol sitna. Ampak, no zdaj pa imamo to malico in nam res vsaj tiste pol ure, se nikamor ne gremo. Tu pa tam dira gre dol jesti, ampak ker nam je tako, moramo komunicirati in ne moreš, lahko bi šla ena, ne, ker bi bolniki v dnevni bolnišnici vseeno so, ne, tako da mi jih ne zapuščamo, samo tam tisti prostor se usedemo, pa mogoče kaj pojemo. Pa včasih si kaj doma pripravimo, pa pol na sveči je, včasih si tudi tam kaj naredimo na hiter. Tudi to smo malo imeli, da smo si tam malo naredili, da je bil en za vsakič zadolžen nekdo, da je malo nekaj pripravil. Na 3/4 doma, pol pa tam sam sfiniširal. Smo imeli prav tak seznam narejen, da smo to, ampak zdaj ne, med tem covidom nismo se tega posluževali, ker naj se ne bi nič družili kaj velik, ne, v velikih skupinah. Drugače pa tako, včasih me tudi kolegice reče, Branka, jaz grem na WC, si mislim, ko sem naredila z njih, še to mi govorijo, osnovne fiziološke potrebe. Sicer imam občutek, da se razumete fajn, ja. klepetate. Mi smo tudi uvedli prej že malo več, tudi smo imeli team buildinge 2-krat na leto. Smo šle, pač administracija, sestre, pa naša bolničarka, smo se zbrali, pač to je šel in smo, vam moram reči, Slovenije smo imeli kar sigurno 10 izletov po Sloveniji. Najprej smo šli ta Ocean Orchids, smo šli orhidejo prek Murje. Ja, in to smo tako ob soboto si vzeli cel dan in to se nasmejimo od samega začetka, že se to začne in to je smeh cel dan, ne. In pol do teh restavracij, ko gremo jesti, ko si kaj ogledamo, šli smo v Postojnsko jamo, zdaj smo že 2 leti bile na Jadranju tudi, tu nas gre sicer malo manj, tudi to gremo za več dni, ne, tako da kar, no, smo, Dolenjska nam še ni toliko domača, tako da smo rekli, da verjetno zdaj naslednji izlet bomo šli kaj na Dolenjsko. Odlično. Drugače smo pa na Rogli smo bile, po Štajerski kar velik, Primorsko tudi. Katera je organizatorka? Vedno je običajno ena, ne? To smo kar jaz pa Jožica, administratorka, zdaj pa to malo na mlade rodove prenašamo, ker smo rekli, zdaj imamo pa že mi dve to dovolj, da zdaj pa ne. Sicer se skupaj zmenimo, kam bi šli, daj malo pogugli, kaj malo pogled, da bo kaj zanimivega, da kaj vidimo, da si malo kaj ogledamo. Pol pa moram vam reči, ni smeha, je abnormno, no. Pol tudi malo planinarimo, bile smo na Golici, da to vidite, ko se mi pospenjamo gor na Golico. V času narcise, prej, kasneje? Ja, malo prej, to mislim, da so takrat glih cvetele, mislim, da so. In pol tam ugotovimo, da naša sicer Tanja je že šla in administratorka je šla. Tam ugotovimo, da od nas sploh nikakor ne bo mogla gor na Golico priditi, ker je ima višinski strah. Ampak smo jo pol spravili do vrha. Mislim, to ne morete verjeti, koliko je bilo smeha. Povejte, zakaj je čisto profesionalnega vidika, da malo sporočiva še kakšnim šefom, če naj jo poslušajo, ne, z različnih poklicov dejavnosti. Zakaj je dobro, da se kolektiv dobro razume med seboj, da si takole vzame čas za team building, kam skupaj gre, kaj skupaj počne? Težave, ki jih pol ima en posameznik, ne, ali pri delu, ali tak, prvič ga takoj začutiš, ker ga vidiš, ker ga pač poznaš, ker nisem tisti, da zjutraj se pozdravimo, pa se pa vsak sede v svoj prostor in pol se vidimo pol 3 ali pa 15 do 3.
karkoli ti lahko pove. Se ni rečen, da imaš kako veliko težavo, pa jo poveš vsem v kolektivu. Pač nekoga, ki začutiš, si malo bolj prisen z njim, pa pač bolj rešuje. Tudi kakšne zdravstvene težave, ker so se med nami že isto pojavljajo, tudi zdravstvene težave. Mislim, vsi pristopimo, vsi pomagamo in takoj dobiš feeling, da nisi sam, da to boš pa že zmogel. Tudi če je kak konflikt ali s pacientom, ali kje tak, ali s kako službo v kliničnem centru, pa to. Nikoli nisi sam, vedno skupaj rešuješ in tudi zjutraj so ti sestanki, ko se pač dobimo 15 do ali pa o 5:30. Naprimer, jaz ko zjutraj prijem, skuhamo kavice, po zimi skuhamo čaje, to že na vsakem mestu stoji svoj čaj, ko vsaka pijemo, pač to smo malo posebne, ne? In tako pravijo, da smo hematološke vse malo posebne. Pač ena ima želodčne težave, druga nima rada, ena je alergična na to in to vsaka ima svoj čaj, vsaka ima tiskavico, ena z mlekom, ena to, piškotke, zjutraj glih don s mastino šle pač rogličke, kdaj pa kdaj ena kup, kdaj druga kup. Tako da, lejte, to so take male stvari, ki pa tukaj pomenijo, da malo se nasmejimo, večinoma skrbimo, da se smejimo, da nismo mrki, tisti, ki mrki pridejo zjutraj in že kar kaj povemo. Lej, pol pač se odstran, ali bo pa tih, nič ne govori, zdaj pa mi zjutraj, zdaj imamo v kolektivu fanta Uroša, ne, ki ga imamo vse neizmerno rade, ne, in Uroš zjutraj, ko pride, kaj bo danes, ali bojo nohti, ali bojo kopalke, ali bojo, vse že on pozna in v bistvu se on s tem tudi izobražuje. Mi ga tudi izobražujemo na tem področju. Vam bo morda njegova partnerka enkrat hvaležna, ne? Ja, sej. In se nasmejimo že na vse zgodi zjutraj. Da. Odlično. Veliko več se mi zdi, v zadnjih letih se govori o področju hematologije, hematoonkoloških bolnikov. In prav je, da se. Zakaj? Res. Zakaj se govori, ne vem, ali so se prvič, tudi društva so veliko pripomogla k temu, jaz mislim, da velika zahvala gre društvom, ki so res aktivna na tem področju in res skrbijo za bolnike in za tisti njihov dobrobit, ne, saj že prej, ampak prostorsko, tako sem vam že prej rekla, smo itak vedno, zato ker res kar skozi rastemo, počnemo nove stvari, se vidite zdaj te celice, res dejansko hematologija gre naprej in res kapo dol vsem našim zdravnikom, ker se res prizadevajo. Bolniki so zdravljeni po vseh smernicah, teh res najsodobnejših smernicah in mislim, da to gre zasluga res vsem našim zdravnikom, ki se res trudijo vsi tudi. Se tudi med covidom, v bistvu mi smo skozi delali, mi nismo se zapirali. Mogoče smo prenaročali v prvem valu bolnike res, ki prihajajo enkrat letno pa to. Drugače pa drugi bolniki so vsi prihajali, ali so jih zdravniki klicali. Jaz mislim, da naši bolniki tudi med covidom so vsi dobili, kar so potrebovali, še več so nekih stvari, ki jih na primarnem ali pa na kakšnih drugih nivojih niso. Ne? Ja. Včasih se tudi zgodi, da recimo ima kako težavo, kak naš bolnik, pa rečejo, evo bomo kar prišel plastik, reče, da bo prišel ga k nam pogledati v dnevno bolnišnico. Ne vem, fajn je, da se govori, ne nazadnje je pa fajn, da se govori, ker dejansko moramo biti videni, slišani in ne vem, ker če kaj želiš doseči, očitno pri nas ne deluje to sam, da si priden pa tiho, to ne gre. Moraš iti navzven, žal je tako, no. Čeprav bi lahko že delo kot tako pokazalo, ker so statistike, se vse beležimo, večina se beleži in bi se že iz teh podatkov videli, da dejansko na taki mali kvadraturi toliko bolnikov, če jih mi recimo... Koliko jih obrnete na leto, recimo, pa bolnikov, koliko se jih zvrsti? Na leto, zdajle vam podatek, recimo 50 do 80 v dnevni bolnišnici na dan. Na dan, pa še mogoče čez 100, pa ki zdaj, če 3 ambulante, 4-5 ambulant dela, jih okrog 150, če v ambulantnih pregledih, to na dan in to, če na teden pomnožiš in to. Vse prejšnji teden ali 2 tedna nazaj je bila strokovna direktorica in dejansko je sestro, kolegico mojo 2-krat vprašala, dejansko to 2 sestre v dnevni bolnišnici delajo, ker mi imamo v bistvu še svoj odzem krvi in še to ena sestra je na odzemu krvi, 2 so kao v dnevni bolnišnici, ena pa planira vsa ta dela in vsa ta naročila. In to je to. In 2 sestre v dnevni bolnišnici, da toliko ima ena klinika bolnikov. Mislim, včasih se res vprašam, a kdo to vidi? Jaz vem, da doktor Zvir to vidi in da on se neizmerno trudi in da to že vsi vejo, ampak ne vem, vsi imajo neke mrene ali ko, jaz ne vem.
Bolniki vejo. Ne? Bolniki vejo, vse bolniki so nam neizmerno hvaležni. In tudi že včasih mi rečejo, ja, a lahko jutri pridem, pa rečem, če nimam vas kam dati ležati, res vas nimam kam dati ležati. Včasih smo tako daleč prišli že s tem, da smo si ta strečer, ta voziček na Poliklinik sposodili in smo ga na ta voziček in smo ga v dnevno bolnišnico kar po sredini porinemo. Tako da v bistvu me kar zmrazi, ko si mislim, če bi do kakšne reakcije kdaj prišlo, lejte, moraš najprej si prostor narediti, da pol lahko kaj, da je včasih tak res. Poleg tega so bolniki pripeljani, mi imamo tudi veliko bolnikov iz DSO-jev pripeljanih in prav ti bolniki nimajo običajno spremstva, ne. Svojci so po službah, iz domov je zdaj vse manj spremstva, včasih je bilo, ampak zdaj pa zadnje čase opažam, da tega sploh ni. In takega bolnik je žejen, rabi neko blazino malo popraviti in ga damo isto v dnevno bolnišnico in to so običajno na ležečem in to čakajo na pregled v dnevni bolnišnici, v bistvu, ker prostora za to, da bolnik čaka, pa nimamo. Taki ne, da bi ležeči čakali, ne. Tako da, lejte. Prej ste omenili tudi združenje, a ne, da veliko ozavešča o boleznih samih, zgodnega odkrivanja, ustreznega zdravljenja in tako naprej, pa pri pravzaprav samem poznavanju tudi splošne javnosti, recimo s kampanjami, daje se na seznam in tako naprej. Kako pa so videti te dejavnosti z druge strani, se pravi strokovne, vaše strani? Kaj to pomeni za bolnika? Mislim, prav ta celostna skrba, to sem kar veliko zasledila, to, ko so imeli pač te telovadbe, to so bolniki zelo pohvalili, moram reči. Tudi, ko kaj sprašujejo, pa to pa jih usmeriš, ali jim damo kakšne brošure ali pa kaj od društva. Mislim, da kar dobijo informacije, da se vključijo, da jim je fajn. Sestra Branka, povejte, kako si sami napolnite baterije, rekli ste že ti izleti, ki jih imate, ne, z vašimi sodelavkami, pa domača terasa v naravi. Domača terasa v naravi. Jaz rada se tudi športam, rada igram ping-pong, vsi športi, noben šport mi ni tuj, ne. Vsi rada igram, zdaj imam sicer malo koleno okvarjeno, tako da moram to urediti, ker pač v vseh teh letih nisem imela nikakor časa, da bi jaz to uredila tako je treba, ne. Ampak zdaj, Kovačeva kubina pravi? Ja, zdaj moram še to urediti, ker zdaj me pa že res malo omejuje, tudi pri hoji pa pri vsem tem. Drugač pa, ne vem, tako vedro gledam življenje in ko vidim jaz te težave naših bolnikov pa drugih, si mislim, to, kar jaz imam, to tak nič ni, pa imam sama tudi eno kronično bolezen. Tudi to je mogoče me naredil tako, ko sem. Sama imam pač revmatsko ta lupus, živim z njim in tudi sprejemanje kroničnih zadev, vem, da ko bolnik zve za diagnozo, da to, kar sem sama tudi dala skozi. In je to so nek čas, vse to potrebuje nek čas. In ko ti to sprejmeš, ti je dosti lažje z nekimi stvarmi živeti in pol si pač življenje prilagodiš temu, kar imaš. Ampak to, kar imam jaz, je v primerjavi z našimi bolniki skoraj nič, ne. Ampak je tudi moja stvar, ki jo nosim s sabo in jo moram predelati na določeno obdobje, ne. Gledam pozitivno na življenje, pa tudi problem, pa mislim si včasih, ko se pojavi kak problem, pa rečem, se je že moglo zgoditi. To mi je sigurno bo nekaj prineslo, bom se nekaj naučila. Pa čeprav je čas hudo, so čas tudi solze, je čas tudi tak, mi smo v končni fazi vsi tudi ljudje, ne. Tudi s svojimi težavami, ne. In prav to, ne, da ti prideš v nek kolektiv, ko se lahko nekomu odpriješ, ko imaš ne nazadnje včasih kako psihoterapijo ali pa da te kdo sam posluša. Tudi včasih čez vikende se kaj zgodi, pa te ni nikogar. Jaz lahko vsakega zdravnika pokličem čez vikend, oni lahko vsak mene pokliče, če kdaj kdo rabi. Mislim, smo res dejansko tako družina, no. Ni zapor in zavor, ne. Prav to, ko pomagamo drugim, se mi zdi, da je to, te daje tak, sem skos na varnem, ne, skos imam neko varno cono, ne glede, kje sem. Vse je lažje, ne? Ja, vse je lažje, res je. Sestra Branka, dajva zaključiš s tisto mislijo vašega moža, ki mi je zelo ostajala v spominu, mi je všeč, da bo kako že situacija. Situacija bo pokazala, ali bomo zdaj rabili meter, ali šraufenciger, ali bomo to, boš videla tam, ko bomo začela delati, ko rabimo. Ne. To lahko prenesemo na vsa področja življenja. Ja. Sestra Branka, najlepša hvala za ta iskriv pogovor. Vse dobro, ostanite take še naprej. Hvala tudi vam.
Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo se na obisk povabi spet prihodnji petek ob 12. uri.